Lepo pozdravljeni po današnji 99. redni seji vlade. Pozdravljeni sicer tudi po počitnicah in upam po prijetnem poletju. To vladno sezono začenjamo z nekaterimi izboljšavami in novostmi, zlasti v tem prostoru, ki je namenjen predvsem vam, predstavnikom medijem. Že nekaj časa sva s predsednikom vlade govorila o tem, da moramo v teh vladnih prostorih omogočati nek prostor za delo novinarjev in zdaj nam je končno pač uspelo, tako da smo veseli, da zdaj ta prostor napolnjujete vi in seveda mi za vsebino. Tako da od danes naprej bomo komunicirali še bolje, si bomo še bližje. Tako da danes so z nami številni ministri. Vlada je začela polno delovati z veliko zanimivimi točkami. Kot prvo je z nami ministrica za notranje zadeve in sicer na pričakovano temo, in sicer zakon o organizaciji in delu policije. Potem bomo nadaljevali s pristojno ministrico za delo in sicer vlada se je seznanila z zelo pomembnim dokumentom na temo starejših in trga dela. Potem nadaljujemo tudi zelo pomembno temo na področju kulture in sicer vlada je sprejela spremembe tako imenovanega zakona o uveljavljanju javnega interesa na področju kulture s konkretnimi izboljšavami na področju samozaposlenih na tem področju. Potem, kot veste, oziroma ste mi že sami inicirali, vas zanimajo določene teme iz pristojnosti Ministrstva za gospodarstvo in sicer v zvezi z uredbo glede naftnih derivatov. In ne nazadnje je tukaj tudi državna sekretarka iz Ministrstva za zdravje, ki ima tudi pomembno relevantno informacijo glede implementacije tako imenovane modre knjige. Tako da začnemo, seveda ministri oziroma državna sekretarka bodo dali kratke izjave, dobrodošla so pa tudi vaše vprašanja. Hvala še enkrat in dobrodošli. Kot je verjetno že napovedano v uvodniku, danes je vlada torej na seji potrdila besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organiziranosti in delu v policiji. Po eni strani s tem zakonom izpolnjujemo zaveze iz stavkovnih sporazumov, po drugi strani pa lahko povem, da glavno vodilo pri pripravi vseh sprememb, ki so zajete v tem zakonu, je dejansko učinkovitejše delovanje policije kot celote, torej da bo policija še bolj učinkovita. Skušamo zagotavljati še boljšo organiziranost in delovanje policije, da se bo še bolje lahko soočala z varnostnimi izzivi tega časa. Prav tako, glede na to, da so v policiji določene specifike, urejamo tudi določene posebnosti delovnopravnih razmerij, ki bodo omogočale še bolj fleksibilno organizacijo in tudi boljše izvajanje policijskih nalog. Mogoče na kratko samo bistvene rešitve zakona. Vzpostavljamo karierni sistem. Dolžnost policije namreč je, da vzpostavi sistem, ki bo omogočal profesionalni razvoj uslužbencev policije, da bodo ti sposobni skozi strokovnost, izkušnje, znanje, osebnostne lastnosti organizirati in izvajati delo policije tako, da se v družbi ne bo spremenila stopnja varnosti naših državljanov. Vemo, da poklic policista je specifičen poklic, zato je ta uvedba kariernega sistema zagotovo dobrodošla, saj bo dejansko omogočala izkoriščanje kadrovskih potencialov znotraj policije in pa tudi po drugi strani načrtovanje osebnega strokovnega razvoja in napredovanja vsakega policista ali kriminalista. Policija bo, glede na to, da je del enotnega sistema, še naprej uporabljala karierni in plačni sistem javnih uslužbencev, ga pa dopolnjujemo za specifične potrebe policijskega poklica. Vemo, da v policiji je veliko posebnih vodstvenih delovnih mest, ki nedvomno zahtevajo karierno pot in temu se dejansko prilagajamo in tudi uvajamo kariernega policista. Končni cilj vseh naših predlogov dejansko v tem delu je, da se bolje srečajo cilji zaposlenih in cilji organizacije in da se dejansko uresničujejo na podlagi načela dostopnosti, kompetenc in tudi pravičnega plačila za opravljeno delo na delovnem mestu. Prav tako uvajamo novost, in sicer ki je v tem, da bo se uslužbence policije, ki niso pripadniki posebne policijske enote in upravljajo naloge skupaj s posebno policijsko enoto,
postavilo glede na enaki dejanski stan v enaki pravni položaj po načelu pravičnosti in načelu plačila za enako delo. Uvaja se tudi dopust za ohranjanje telesne psihofizične pripravljenosti za uslužbence policije na specifičnih delovnih mestih. S tem se tudi primerljivo ureja področje, kot je urejeno za vojaške kontrolore letenja, člane posadk vojaških zrakoplovov, vojaške pirotehnike in vojaške potapljače. S spremembo glede dodelitve pravne pomoči bomo tudi dosegali poenotenje prakse glede obravnavanja, večje zaščite uslužbenca policije, ki svoje delo opravi strokovno in zakonito. Višina dodatka za stalno pripravljenost se ureja tako, da se upošteva razlika, ali je uslužbenec policije, ko ima odrejeno stalno pripravljenost doma ali na drugem kraju. Menimo, da je to zelo na mestu. Prav tako urejamo posebnost delovnopravnega odnosa tajnih delavcev policije. Vemo, da so to najbolj nevarne naloge, ki se upravljajo v izpostavljenih sredinah, delujejo tajno v varnostno zelo problematičnih strukturah in okoljih in dejansko svojo dejavnostjo še bolj prispevajo k nacionalni varnosti države. Tajni delavci, ki svoje delo pravilno opravljajo brez oborožitve in tudi vsakodnevno prihajajo v stik z storilci najhujših oblik kriminalitete, so bili trenutno izvzeti iz veljavnega zakona, kar je iz razloga konsistentnosti tudi potrebno urediti, glede na to, da pri svojem delu ne morejo upravljati zaščitnih sredstev, ne morejo izvajati policijskih pooblastil. Podobno so tudi delavci mobilnega kriminalističnega oddelka pri zaključnih realizacijah izpostavljeni veliki nevarnosti. In ob uveljavitvi tega člena je bilo sprejeto soglasje med vlado in sindikati, da je to vrstno delo, ki gre preko vseh omejitev, ki določa zakon o delovnih razmerjih, glede na posebne obremenitve, potrebno tudi ustrezno ovrednotiti. Po trenutni ureditvi je višina plačila pri policistih okoli 1 evro, s čemer zagotovo ni podana ustrezna restitucija glede na škodo, ki so jo policisti dolžni trpeti. Prav tako vzpostavljamo pravičen položaj za uslužbence policije, ki so nezgodno zavarovani, in jih postavljamo v ustrezen položaj uslužbence policije, ki niso nezgodno zavarovani, saj se jim posebna odškodnina prizna, ko opravljajo operativno ali drugo nevarno delo. Prav tako urejamo pravice družinskih članov oziroma otrok po smrti policista. Policisti opravljajo tvegano in nevarno delo v imenu države, zato se bo tudi zagotovila sredstva za štipendijo ali šolnino, ko se bo otrok po smrti, da se bo otrok lahko po smrti policista lahko izšolal. Glede prehoda na višji šolski standard v letu 2018 se tudi zmanjšuje obseg delovnih izkušenj, ki se zmanjšuje na 15 let, ker ocenjujemo, da je to pravzaprav tista skrajna meja, ko policist osvoji znanja na določenem delovnem mestu, in tudi ocenjujemo, da je zato spregled izobrazbe utemeljen. Ocenjujem, da je zakon dober, da se pripoznavajo specifike policijskega poklica in da s tem stopamo dejansko po poti še bolj celovitega urejanja statusa policista, kar žal je bilo v preteklih letih zelo zanemarjeno. Moram pa na koncu tudi poudariti, da sta pri pripravi sprememb tega zakona pomembno vlogo imela oba policijska sindikata, ker namen zakona tudi je uresničevanje posameznih dogovorov, ki smo jih sklenili z obema sindikatoma. Seveda smo zavezani k temu, da dosegamo visoko stopnjo usklajenosti, saj nenazadnje nas in sindikate veže skupni cilj, to pa je zagotoviti čim boljše pogoje za delo zaposlenih v ministrstvu in v policiji. To pa seveda lahko dosežemo le z rednim dialogom, strpnostjo, s konstruktivnim dialogom, enotnostjo, in to tudi ves čas počnemo. Toliko na kratko glede sprememb tega zakona. Morda bi tukaj še izkoristila priložnost, da vas tudi opomnim, da sočasno pripravljamo tudi spremembe zakona o nalogah in pooblastilih policije, s čemer dejansko dopolnjujemo projekt prenove policijske zakonodaje, ki se je začela leta 2009. Pričeli smo že v letu 2015, tudi v tem procesu vse skozi delujemo transparentno in si tudi prizadevamo, da pridobiti mnenja in stališča vseh deležnikov in tudi širšega kroga javnosti, in tudi na vse pripombe jih tudi skrbno preučimo in tudi na nje odgovorimo. Predvidevamo, da bo ta zakon tudi posredovan v vladno proceduro še v tem mesecu. Takrat bomo tudi posamezne rešitve podrobneje pojasnjevali. Dejansko bomo pa z obema tema zakonoma
policiji omogočali še bolj učinkovito delo, še bolj varno delo naših policistov in policistk in pa tudi hkrati uresničujemo vse tisto, kar izhaja iz stavkovnih sporazumov s policijskima sindikatoma. Moram pa reči, da tudi dejansko ne gre za nova pooblastila, ampak da gre za spremembe zakona oziroma opredeljevanje načina uporabe tehničnih sredstev, ki jih policisti pri upravljanju svojih policijskih nalog dejansko lahko uporabljajo. Toliko, kar se tiče tega zakonodajnega dela. Hvala, vaše vprašanje, že Božič, pa tebe izvolite. Dobar dan, gospod ministrica. Mene pa zanimata dva sklopa vprašanj, pa bi začel najprej z morebitnim begunskim valom, drugim begunskim valom. Videli smo situacijo lani. Zdaj se pa naše sosede že precej intenzivno s tem ukvarjajo. Vemo, da severni sosedje Avstrijci so že namestili neke begunske centre na svojo mejo, še vedno izvajajo poostreno kontrolo na svoji meji. Hrvati krepijo število policistov na svoji južni meji, se pravi hrvaško-srbski meji. Zanima me, kako je tle pripravljena Slovenija ali oziroma kaj je država doslej na tem področju že naredila ali pa kaj bo v prihodnje. Pa bi pa še eno vprašanje. Ja, hvala lepa, to je tudi zelo aktualna tema. Vprašanje je tudi povsem pričakovano. Torej, kar se tiče stanja na področju migracij, tukaj lahko povem, da situacija je v tem trenutku mirna, vendar se bojim, da je to zatišje samo navidezno, glede na vse okoliščine, ki so znane, nekatere so še morda tudi nedefinirane in pravzaprav v tem trenutku nihče ne more napovedati, kaj se bo zares dogajalo v naslednjih mesecih. Zaznava se porast povečanja klasičnih ilegalnih migracij, to smo tudi ves čas napovedovali, tudi takrat, ko se je pripravljalo zaprtje zahodno-balkanske poti, smo vedeli, da je to tisto tveganje, ki bo potem zaživelo v tej spremenjeni postavitvi okoliščin. Izvajamo ukrepe na meji in v notranjosti. Policija dela zelo intenzivno in tudi lahko povem, da je policija tudi zelo uspešna, tudi na področju izravnalnih ukrepov znotraj države. Začasne tehnične ovire ostajajo, ker v tem trenutku še niso podani pogoji za njihovo odstranitev. In vkolikor bo prišlo do znatnega poslabšanja migracijskega vala oziroma stanja na področju migracij, sigurno bodo imele pomembno vlogo. Potrebno je tudi morda širše. Vemo, da določeno tveganje izhaja tudi iz sporazuma EU-Turčija. Če se ta migracijska pot odpre iz tega naslova, so lahko posledice zelo velikih razsežnosti in pravzaprav celotna Evropa se tega zaveda in tudi izraža zelo velike bojazni. Potekajo tudi zelo intenzivne mednarodne aktivnosti. Slovenija predvsem v vseh svojih mednarodnih participacijah jasno podaja stališče, da tranzit, kakor smo ga poznali v preteklih mesecih na prag naše zunanje šengenske meje, ni dovoljen, ni dopusten in tega scenarija ne bomo tolerirali. To je eno od bistvenih izhodišč. Dejstvo je, da so okoliščine v tem trenutku bistveno drugačne, kot so bile v primeru preteklega migracijskega vala, ki je prišel v našo državo. Dejstvo je, da Nemčija že od konca drugega migracijskega vala uvaja močne omejevalne ukrepe. Tudi države severa od nas, torej Avstrija, pa tudi Nemčija, ki je že omenjena, pa Danska, Švedska, Norveška, so uvedle nadzor na notranjih mejah. Tudi dejstvo je, da države okoli nas bistveno zaostrujejo tako azilno zakonodajo, kot tudi sploh pogoje vstopa v državo. Avstrija je že pripravila novo zakonodajo, tudi Madžarska je sprejela zakonodajo, ki dejansko migrante odvrača sploh da bi svojo pot nadaljevali iz Madžarske v Srbijo. Hrvaška, sodelovanje s Hrvaško v tem trenutku dobro, ampak vemo, da se Hrvaška tudi pripravlja na volitve, kar ji daje tudi element nestabilnosti. In pa to tveganje, ki izhaja iz uresničevanja sporazuma EU-Turčija. Pa ne nazadnje je okoliščina, ki tudi vpliva na percepcijo teh vseh dogajanj, so tudi nedavni teroristični napadi v Evropi. To zagotovo vpliva na obravnavanje oziroma na zaznavo vseh teh pojavov, ki se pojavljajo v zadnjem času. Tako da lahko rečemo, da Slovenija se pripravlja. Določene dimenzije seveda so še neznane, nihče pravzaprav tega ne more napovedati z zagotovostjo v tem trenutku, kar pa je zaskrbljujoče, je, da hitrih in učinkovitih evropskih rešitev ni. Tudi nova evropska zakonodaja, ki jo Evropska komisija pripravila, pravzaprav kaže na to, da
ni neke povsem jasne vizije, kako se soočati s temi migracijami, torej masovnimi migracijami, s katerimi se Evropa kot celota sooča. Do izraza še vedno prihajajo parcialni interesi držav članic, tako da lahko povemo, da niti evropska zakonodaja, niti mednarodni akti pravzaprav ne nudijo neke garancije za učinkovito spopadanje z masovnimi prihodi. Zdaj mi izvajamo, kot sem že v začetku nekako nakazala, zelo intenzivne ukrepe, torej poostren nadzor na meji s Hrvaško in tudi v notranjosti države. Našim policistom še vedno pomagajo pripadniki Slovenske vojske. Vzdržujemo začasne tehnične ovire, pripravljenosti vzdržujemo nekatere centre, Dobova, Šentilj, Lendava, Vrhnika. Potekajo številni tudi operativni sestanki in pa seveda tudi pregledujemo obstoječe načrte in scenarije. Lahko pa povem, da dejansko ne počivamo na nekih lovorikah obvladanega migracijskega toka in gledamo tudi v prihodnost in tudi pripravljamo določene druge rešitve in ukrepe, ki bi v spremenjenih razmerah omogočili bolj učinkovito upravljanje nočnega nedovoljenega priseljevanja in pri tem tudi upoštevali morebitne nepredvidljive ukrepe sosednjih držav. Tudi glede spremembe zakonodaje pripravljamo določene spremembe, ki zagotovo kažejo na to, da se celovito zavedamo situacije, ki pa zna biti zelo zapletena v prihodnjih obdobjih, vkolikor se vse te okoliščine postavijo v... Samo pod vprašanje, kaj so novi ukrepi, ki jih napovedujete? Mi dejansko pripravljamo zakonodajne spremembe. Ministrstvo pripravlja spremembe zakona o tujcih, kjer bi dejansko šlo za določene spremenjene postopke, ki bi omogočili lažje vračanje tistih, ki bodisi ne izpolnjujejo pogojev za vstop, bodisi nezakonito prestopijo državno mejo v sosednje države, iz katerih so nezakonito vstopili v Republiko Slovenijo. Ti predlogi so v končni fazi priprave. Lahko pa povem, da gre tukaj v bistvu za ukrepe, skrajne ukrepe, da v primeru grožnje javnemu redu in notranji varnosti se pravzaprav kot suverena država v odsotnosti učinkovitih evropskih rešitev postavimo na suvereno pravico in dolžnost določati pogoje za vstop v državo. Torej gre za ukrepe, ki bi omogočali bolj učinkovito upravljanje masovnih migracij in tudi, da pri tem upoštevamo morebitne nepredvidljive ukrepe sosednjih držav. Vemo, da Slovenija je umeščena med same države članice Evropske unije, torej same varne države. Tako da glede na to, da evropske rešitve za masovne migracije ni, je nujno, da predvidimo določene nacionalne rešitve, ki bodo omogočali hitrejše in učinkoviteje vračanje tujcev v sosednje evropske države. Torej upošteva se lega naše države, upoštevajo se razmere v soseščini, upoštevajo se tudi nepredvidljiva ravnanja naših sosed, glede na to, da smo že v preteklosti imeli zelo težavne izkušnje. Dejstvo pa je, da je Slovenija najmanjša država na zahodno-balkanski poti in se ob vseh restrikcijah, ki se kažejo na severu, smo dolžni poskrbeti za to, da ne postanemo žep, vkolikor bo ta črni scenarij dejansko konkretna nevarnost. Situacije se celovito zavedamo se tudi humanitarnih vidikov danega problema. So pa tudi določeni varnostni problemi, ki lahko izhajajo še posebej, vkolikor pride do morebitnega nekontroliranega pritoka v državo. In za Ministrstvo za notranje zadeve in za policijo sta dejansko zagotovitev javnega reda in notranje varnosti prioriteta in tudi naša naloga in zato bomo tudi predlagali te določene rešitve. So pa to skrajni ukrepi, s katerimi v skrajni fazi se bodo tudi zmanjšali morebitni pritiski na azilni sistem, da bomo lahko pomagali tistim, hitro in učinkovito tistim, ki mednarodno zaščito potrebujejo, tisti, ki pa je na prvi pogled niti ne potrebujejo, da bomo lahko obvladovali situacijo tudi v tem vidiku, ampak primarna skrb vseh teh predlogov, ki jih bomo predlagali, gre izključno v smeri varovanja notranje varnosti Republike Slovenije. Ok, gospa ministrica, drugi sklop. Mogoče še kakšno drugo vprašanje, nisem čisto
svetla je kolegov. Ja. Jaz bi pa še enkrat. Ja, se pravičujem. Lep pozdrav, Gregor Toroš, TV Slovenija. Gospa ministrica, lahko malo bolj konkretno poveste, danes torej očitno na vladi ni bilo urada za begunce na dnevnem redu. Kdaj bo ustanovljen? A lahko konkretno poveste, kakšna bo njegova funkcija in kdo ga bo vodil? Ali je gospod Šefic resen kandidat za prevzem tega novega urada? Kar se tiče urada za migracije, ta urad je v ustanavljanju. Potreba po ustanovitvi tega urada je jasna, glede na to, da migracije so kompleksen pojav, torej tukaj ne gre samo za naloge Ministrstva za notranje zadeve, mi bomo svoje naloge še dalje upravljali, torej kar se tiče zagotavljanja varnosti, kar se tiče zagotavljanja vodenja postopkov, odločanja v statusnih zadevah. Ta urad dejansko bo upravljal horizontalne naloge, torej bo zahteval aktivno participacijo večjih resorjev, da bomo tako nadgradili tisto dobro medresorsko usklajevanje, katerega smo bili deležni v preteklem obdobju in da bomo pravzaprav zagotavljali celovito oskrbo ljudi, ne glede na status, ki bodo prišli v našo državo, torej da se spostavi en sistem, ki se bo z namestitvami, z oskrbo pravzaprav ukvarjal na profesionalni osnovi, tako da se tudi resorji razbremenijo in mislim, da če se ta migracijski val ponovi, ne moremo več računati na to dobro sodelovanje. Tukaj takrat je imelo ključno vlogo Ministrstvo za notranje zadeve, to usklajevanje je pač zaradi spleta okoliščin, ker situacija je bila zelo težavna, vodil tudi državni sekretar Boštjan Šefic, ki je tudi svojo nalogo izjemno dobro opravil, zelo operativno. Glede vodenja, ta struktura še ni popolnoma izdelana, kar se tiče podrejenosti v smislu organizacije, ampak lahko pa povem, da tudi oseba, ki bi vodila ta urad, še ni določena. Trenutno se ukvarjamo samo z konkretizacijo teh nalog, da se pravzaprav definira, kaj bo ta urad počel, da čim prej zaživi, ker mislim, da je to zelo pomembno, zlasti glede na tiste zadolžitve, ki izhajajo za vlado iz kadrovskega načrta. Tema je gotovo zelo kompleksna, tako da na kratko, ker imamo še druge teme, seveda tudi izzivi aktualni, tako da na hitro, ker ministrica potem naprej, oziroma še drugi ministri čakajo tudi s pomembnimi temami. Druga zadeva, ki me pa zanima, je pa opremljenost policije. Zanima me, kako komentirate. Videli smo te policijske srajčke, nekaj policisti imajo, precej si jih kupujejo tudi sami. Kako komentirate to, se pravi, očitno sistemsko ni zanje poskrbljeno. In pa druga zadeva so tudi te kamere, ki jih zdaj dobivajo v kratkem mandasu, kar precej preplačane strani MZZ-ja, okoli 900 evrov za en kos. Na spletu pa se zelo podobni primeri najdejo za, mislim, da nekih 150-200 evrov. No, kar se tiče opreme za varnost policistov in njihova varnost, to zagotovo je prioriteta našega ministrstva. Tukaj ni popolnoma nobenega dvoma, s tem se ukvarjamo od prvega dneva. Ogromne opreme smo že nabavili, to je dansko naša stalna naloga. Če že pogledamo proračun za leto 2016-2017 smo policiji in če upoštevamo tudi sredstva, ki so že bila dana v letu 2015, smo policiji uspeli zagotoviti dodatnih 87 milijonov evrov in tukaj v tem obsegu rešujemo tudi te primanjkljaje, kar se tiče opreme. Pravzaprav z nabavo te opreme počasi vzpostavljamo normalno stanje v policiji, torej lahko rečem, da v tem trenutku je opremljenost policije boljša kot v zadnjih 10 letih z vsemi temi nabavami, ki tečejo in z tistimi, ki jih bomo v prihodnosti realizirali. Kar se tiče neprebojnih srajc, lahko povem, da smo se mi s tem vprašanjem že ukvarjali še pred temi tragičnimi dogodki in sedaj v tem trenutku je v zaključni fazi dogovarjanje glede nabave dodatnih srajc za policiste. Planiramo nabavo dodatnih 5000 neprebojnih srajc in vkolikor bomo uspešno tudi se dogovorili z vsemi, ki pač morajo na svoj način participirati v odločitvi za nabavo teh srajc, bomo to tudi nabavili. Tako da planiramo nabavo dodatnih 5000 neprebojnih srajc za policiste. Glede kamer, težko komentiram, nisem seznanjena s temi okoliščinami, seveda se tudi takšne okoliščine takoj preverijo, vkolikor pride do nas kakšna verodostojna informacija. Bi pa rekla še nekaj, glede na to, da omenjate te kamere in da se tudi v preteklih dnevih se tudi pojavljajo
eni zelo nenavadni komentarji glede upeljave teh kamer v policijsko delo. Moram reči, da nezaupanje v delo policije vsekakor je nesprejemljiva in tudi škodljiva praksa. Policija sodi med institucije, ki imajo relativno visoko zaupanje v naši družbi, za kar zagotovo obstajajo konkretni razlogi. Torej, policija se je v preteklem obdobju dokazala za svojim delovanjem, tudi v najtežjih časih, v časih, ko se je najbolj posegalo v njen proračun in tudi v času migracijske krize. Policija deluje učinkovito, strokovno, je tudi spoštljiva in tudi veliko pozornost namenja delu v lokalni skupnosti in to je tisto, kar ji pravzaprav daje legitimnost in ji omogoča opravljanje njenih nalog. In če je kdo pod množičnim nadzorom, je to potem policija. Policija je najbolj nadzorovana institucija v državi. Veste, da policija je podrejena tožilskemu, sodnemu, notranjemu, ministrskemu nadzoru, varuhu človekovih pravic, informacijski pooblaščenki, nazaj tudi medijem, kar je prav in tudi širši javnosti. Zato menim, da je policiji pri upravljanju njenega poslanstva potrebno zaupati in nikakor a priori nezaupanje v delo policije nikomur ne prinese nič dobrega, ker ne nazadnje to je tudi sestavina ene razvite demokratične družbe. Seveda vsak sistem pa lahko utrpi odklone, tudi policija, noben sistem ni popolnoma neobčutljiv na odklone, dejstvo pa je, da smo se na vse te odzvali, da imamo nadzore, da detektiramo, tako da sistem dela zakonito, profesionalno in tudi, kar je pa še posebej pomembno, neodvisno od dnevne politike. Tako da vsi ti očitki, katerih smo deležni zadnje čase, še lahko povem, da sorazmerje pri posegu v človekove pravice je tista ključna okoliščina in jo tudi upoštevamo v vseh naših zakonodajnih predlogih, ker ne nazadnje zagotavljanje varnosti je tudi ena najpomembnejših nalog policije in tudi države. Tako, hvala lepa ministrici. Hvala za vaš čas. Nadaljujemo naprej s temo starejši in vključevanje v trg dela in sicer z ministrico dr. Kopačevo. Izvolite, ja. Dan, lep pozdrav. Kot sem jaz razumela, moram dati kratko izjavo. Torej, vlada se je danes seznanila s pomembnim dokumentom starejši in trg dela, jutri ga bo obravnaval tudi ekonomsko-socialni svet in do 15.10. ima ministrstvo rok, da pripravi tudi akcijski načrt, ker namreč v samem dokumentu so poleg analize stanja, kjer je zelo jasno napisano, kaj so demografske napovedi na eno strani, kakšno imamo stanje v tem trenutku na trgu dela in kakšni izzivi nas čakajo. Dokument je nastal predvsem zaradi tega, da ne govorimo vedno na koncu samo o upokojevanju in o tem, kako je treba podaljšati samo dobo, starost pri upokojitvi, ampak ta dokument jasno pokaže, da problem, če ga ne bomo reševali, ga na koncu ne bomo, torej začne se pri mladih odnos delodajalcev do zaposlenih, starejših, organizacija delovnega procesa, zdravje na delovnem mestu, varnost in zdravje na delovnem mestu. Če vsega tega ne bomo naredili, bomo zelo težko pričakovali, da bodo ljudje delali dlje in da tudi podaljševanje same delovne dobe ne bo pomenilo tako kot danes prevelikokrat zgolj izhod na zavod za zaposlovanje, nezaposljivost in povečevanje dolgotrajne brezposelnosti med starejšimi. Res gre za celovit dokument, dobra analiza stanja, zdaj nas pa vse skupaj čakajo kar številni ukrepi na tem področju. Hvala, vaše vprašanje. Super, hvala, nasvidenje. Imam vprašanje. A lahko ste vseeno malo bolj konkretni pri kakšnem ukrepu, no? Kaj so recimo davčne olajšave, kaj je ta sklad za izobraževanje, tako vse, če lahko malce bolj poveste. Kaj pričakujete od delodajalcev, ne? Je to neka nova davčna obremenitev za njih glede izobraževanja, recimo konkretno? Potem, če me tako vprašate, moram povedati, da je več različnih sklopov ukrepov. Področje je zdravo delovno okolje za vse generacije, potem je izobraževanje in vseživljenjsko učenje, potem je ohranjanje starejših na trgu dela, prehodi v in iz brezposelnosti, potem je vključevanje starejših ukrepe na trgu dela in ukrepe aktivne politike zaposlovanja, socialni položaj starejših, institucionalni okvir in pa ozaveščenost in informiranost.
V dokumentu so predlogi drugačne davčne obravnave, vendar smo bili že danes na vladi opozorjeni, da moramo biti fiskalno nevtralni, pri čemer pa je moje stališče predvsem to, da če bomo želeli spremembe na tem področju, bomo morali zagristi v drugačne poglede na tem področju in bo treba več narediti na vseživljenjskem izobraževanju starejših, treba bo razmišljati o ukrepih, ki bodo res spodbudili tako zaposlene kot delodajalce. Mi zdaj v tem dokumentu predlogu ukrepov ni naprimer zapisano, sedaj bo pa davčna olajšava taka in taka. Mi govorimo o tem, da je potrebno razmisliti in seveda skupaj s pristojnim ministrstvom to dogovoriti. Mi pa, kar je v naši moči, predvsem delodajalcem pomoč preko sredstev evropskih kohezijske politike, imamo zdaj v tej finančni perspektivi prvič sredstva za aktivno staranje, za pomoč delodajalcem. Ta razpis je v pripravi in ga bo izvajalec, bo Sklad za razvoj kadrov in štipendije. Tako da tu na tem področju bomo dali predvsem roko delodajalcem, da bodo lahko z evropskimi sredstvi storili te korake prilagajanja delovnega procesa starejšim. Dejstvo pa je, da brez sprememb v kulturi, v odnosu, v procesih organizacije delovnega časa, ker te analize, ki so povzete strani Inštituta Antona Trstenjaka, ki so ugotavljali razloge za zgodnjo upokojevanje v naši državi, brez tovrstnih ukrepov, ki niso samo del starejših na trgu dela, ampak gre za celoten odnos družbe do delavcev, do zaposlenih. Če ne bomo tu spremenili in gledali zaposlene kot ključen vir za uspeh podjetja, bomo težko spremenili in pričakovali, da bo samo država z davčnimi olajšavami to naredila. Tako, če ni več vprašanj, hvala. Nadaljujemo s področjem nasvidenja, s področjem kulture. Dan. Jaz bi zelo na kratko izpostavil 3 bistvene stvari, po mojem prepričanju, v noveli zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Prva je, da nekako z 2 ukrepoma oziroma z 2 novima vsebinama omogočamo izboljševanje položaja samozaposlenih na področju kulture. Gre po eni strani za uvedbo novega inštrumenta, to je do neke mere novega, namesto dosedanjih ali pa kot dopolnilo dosedanjim žepninam, ki so neke vrste socialni ukrep, delovne štipendije, vezane na projekte, samo zaposlenim, predvsem seveda tistim mlajšim, še manj uveljavljenim avtorjem, da bi na ta način po eni strani izboljšali njihov položaj, po drugi strani pa seveda to povezali z naravo njihovega dela. Druga taka je, da zavezujemo javne zavode, da v primerih, ko najemajo avtorje, samozaposlene, da jim seveda to delo plačajo, bom rekel, kar z enakim merilom, kot to delo plačujejo zaposlenim v javnih zavodih. Podobne vrste ukrep je tudi ureditev možnosti za najbrž razumljivo predčasno upokojevanje baletnikov. Ta skupina je sicer majhna, ampak do zdaj pač to vprašanje ni bilo ustrezno urejeno in spis ni imel pravzaprav pokritja za izplačevanje njihovih pokojnin. Vemo pa, da je poklic baletnika tak poklic, da tega se ne more upravljati tako dolgo kot kakšnem drugem poklicu. Zadnja, sistemsko gledano najbolj pomembna novost v tem zakonu pa je, da spreminjamo določbe, ki govorijo o nacionalnem programu za kulturo, in sicer podaljšujemo dobo, za katero naj se pripravi nacionalni program, na najmanj 8 let. Zakaj? Nacionalni program naj bi bil strateški oziroma je opredeljen kot strateški dokument za področje kulture, ampak trajanje 4 let je seveda daleč prekratko, zato da bi lahko neke res strateške načrte v takem času uresničili. Vsi vemo, da je investicijski ciklus, če vzamem samo ta primer, daljši kot 4 leta, pri nas
pa ne samo pri nas, tudi kje drugje. In se pravi, da mi lahko v tem nacionalnem programu, takem kot je zdaj, navajamo neke investicije, ki jih definitivno ne bo mogoče uresničiti v tem času. In drugič, da tudi če gre za spremembe sistemske na področju zakonodaje, je potem seveda treba zakone pripraviti in potem seveda imeti tudi nekaj let na voljo, da preverimo, ali kako ta zakon ali pa sprememba funkcionira, kako se v praksi obnese in ali so potrebne kakšne dodatne spremembe. Zato, s tem bi končal, želimo pač ta veljavnost nacionalnega programa res omogočiti, da bo to strateški dokument in da bo temu ustrezno seveda tudi trajal in se na nek način, da bo vse do neke mere usklajen tudi z drugimi strateškimi dokumenti v državi. Je pa to, bi posebej izpostavil, eden tistih prvih ukrepov ali pa sprememb, ki so v duhu tega, kar se imenuje prenova kulturnega modela ali pa sistema na področju kulture. Tok, hvala. Hvala ministru. Kakšno vprašanje za ministra za kulturo? Hvala lepa. Nadaljujemo tudi z aktualno temo, in sicer vlada je danes diskutirala o uredbi o liberalizaciji določenih naftnih derivatov, in sicer z nami je minister za gospodarstvo, oziroma še ni, še bo. Dobar dan. Dobar dan. Pozdravljeni. Kar izvolite, minister. Ja. Danes je vlada Republike Slovenije podaljšala uredbo o reguliranju cen naftnih derivatov za nadaljnja 2 meseca, kajti trenutna uredba poteče 9. septembra in želeli smo ravnati odgovorno in s tem preprečiti popolno liberalizacijo cen. Razlog za to je, da sta bili danes odsotni obe ministrica, aktualna s financ in pa kandidatka, ki sta tvorno sodelovali tudi pri dozdajšnji pripravi predloga in verjamem, da bomo na naslednji stopni nadaljevali s tem procesom postopne deregulacije naftnih derivatov. Vprašanje TV Slovenija. Vesna Zadravec. Gospod minister, najprej me zanima, kakšno konkretno je rešitev, se pravi, za kakšno liberalizacijo bi šlo. Kje točno in predvsem, ali bi trgovci morali nekaj marže nameniti tudi nazaj v proračun? Za najprej danes smo sprejeli podaljšanje obstoječe uredbe, po kateri je liberalizirano formiranje cen kurilnega olja in pa 98-oktanskega bencina. V teh 2 mesecih oziroma računam, da bomo prišli z naslednjo stopnjo deregulacije na avtocestnem križu tudi za 95-oktanski bencin in za dizel gorivo. Kakšna rešitev pa bi bila? Se pravi, govorimo, ali bi šla celotna marža trgovcu? To je stvar diskusije, ampak ta zadeva je dorečena, je ključna. Gre za to, da uskladimo številke o vplivu na javne finance. Ne želim zdaj manipulirati z raznimi ocenami, študijami, ki so pač iz vsakega naslova narejene na svoj račun, ampak tudi, če bi prišlo do 100% dviga marž po naših izračunih, bi bilo razlike za nekaj več kot 3 milijone evrov. Vse te zadeve bomo pač dogovorili v končni fazi z aktualnimi ljudmi, ki so odgovorni za to na financah. Ampak vseeno bi vas želela vprašati, kakšni bojo finančni učinki na naš proračun, če pride do popolne liberalizacije naftnih derivatov. Koliko bo proračun Glejte, do popolne liberalizacije naftnih derivatov na celem področju Slovenije v tej fazi ne bo prišlo. Mi smo prvi korak naredili, zdaj pripravljamo drugi korak in se trudimo, da bo minimalen.
če bo vpliv na javne finance velik, tega koraka ne bo, ker smo prepričani, da je liberalizacija na avtocestnem križu potreben. Naslednji korak, ki ima 3 varovalke za kakršnokoli najprej korekcijo cen, ker se pač napovedujejo drastična povišanja cen. Odgovorno smatramo, da je prva varovalka za tuje voznike na avtocestnem križu ta, da imajo izbiro sosednjih držav, kajti za prevoziti Slovenijo ne rabimo več kot enega tanka. Rezervna varianta za domače voznike so pumpe izven avtoceste in tretja varovalka je varovalka vlade oziroma našega ministrstva, ki lahko kadarkoli v trenutku uvede star nadzorovalni sistem, če bi ugotovili, da bi prišlo do te korekcije. Ko pa govorimo o vplivu na proračun, je pa naša ocena ob 100% dvigu marž, za kar mislimo, da se ne bo zgodilo ta znesek, ki sem ga povedal. Mi ocenjujemo, da bo, če bo prišlo do tega dviga v nekem krogu 10-20%. Treba se pa je zavedati, da so cene goriv v sosednjih državah že danes konkurenčne in dodatno pretiravanje na našem področju bi pač konkurenčnost ponudnikov zmanjšala. Kdo najbolj ovira sprejetje? Mogoče še kdo drug? Vprašanje, Samo še... vprašanje ste imeli, bodimo fer. Hvala. Ista tema, gospod minister, mene pa samo zanima, govorite, da naslednji korak je liberalizacija na samem avtocestnem križu, mene pa zanima, zakaj samo na avtocestnem križu, če neke študije kažejo, da bi se potem tam bencin lahko podražil? Zaradi tega, ker smatramo, da imamo na avtocestnem križu brez tega vzvoda države pa dodatne regulacije dovolj trga sosednjih držav in pa pump izven avtocestnega križa. Bencin se bo podražil toliko, koliko se bo lahko podražil zaradi konkurence in nič več. Druga zadeva, ki me pa zanima, je pa tudi glede bencina, je pa samo, a kaj veste, kaj se je dogajalo, oziroma ste kaj seznanjeni, kaj se je dogajalo s cenami 100-oktanskega bencina, oziroma vi govorite 98-oktanskega, do zdaj se je kaj podražil, se je kaj podcenil? To smo spremljali vsi skupaj te korekcije cen, ki so take, kot jih pač narekuje uredba, ve se, na kak način se cene formirajo in do spremembe cen zaradi liberalizacije v tem obdobju zdaj ni prišlo. Ampak je situacija, treba pošteno povedati, kljub vsemu tam drugačna. Tako, hvala lepa ministru. Hvala, nadaljujemo naprej in sicer državna sekretarka za zdravje bo komentirala zelo relevantno uveljavljanje modre knjige v 5 bolnišnicah. Izvolite. Dober dan želim. Torej, kot smo obljubili, pričenjamo v ponedeljek z spremljanjem obremenjenosti dela zdravnikov in sicer bomo to obremenjenost primerjali z standardi in normativi navedeni v modni knjižici. Ta projekt se bo izvajal v 5 bolnišnicah, v Splošni bolnišnici Celje, Murska Sobota, Trbovlje, na kliniki Golnik in v Psihiatrični bolnišnici v Idriji. Izbrane bolnišnice bojo potem že takoj v drugi polovici septembra pripravile prvo analizo o obremenitvah posameznih zdravnikov, specialistov in pa tistih specializantov, ki imajo že več kot 3 leta specializacije. Ta analiza bo vključevala realizirane ure in obseg dela zdravnikov v operacijskih dvoranah, na bolnišničnih oddelkih, v ambulanti za vsakega posameznika. Izvajalci nam bojo pa poročali tudi o času in pa vsebini dela, ki ga potem zdravniki namenijo administraciji, vzdrževanju kakovosti, znanstveno-raziskovalnemu delu ter tisti zdravniki, ki so vodje vodenju in pa potem tudi mentorstvo, ker vemo, da mnogi zdravniki delajo tudi z specializanti oziroma z študenti. Zaključek projekta je potem predviden konec novembra.
z podrobno analizo, primerjavo podatkov glede na modro knjigo, ugotovitvami, predlogi. Podatke bomo potem medsebojno primerjali tudi po posameznih strokah, dejavnostih in pa med bolnišnicami. Hvala, kakšno vprašanje? Absolutno, pa te vem, da veseli. Ne. Pozitivno, temu je namenjen. Hvala. Gospa Pirnat, za vas me pa zanima, se pravi, ali ste glede tega dali bolnišnicam, mislim, da 5 ste jih omenili, a ne? A ste jim dali kakšna navodila, kako mora to vse skupaj izvajati? In pa zanima me, zakaj se to uvaja šele leta 2016, vmes smo vendarle kot država že sprejemali nekaj reform zdravstvenih, in pa ali to pomeni nezaupanje sindikatom zdravniškim, vemo, da tam že imajo takšne podatke, ne? To nikakor ne pomeni nezaupanja sindikatov, gre za preverjanje dejanskega dela in dejanskega stanja. Vprašalnik, s katerim spremljamo delo po bolnišnicah, smo pripravili skupaj. Pri tem sem tudi osebno sodelovala na Ministrstvu za zdravje skupaj z vodstvi bolnišnic. Seveda je bil poskus uvajanja standardov in normativov iz modre knjige v zadnjih 5 letih zelo aktualen, vendar vemo, da so standardi in normativi v enem delu splošni, specialnih standardov in normativov na nekaterih delih pa sploh ni. Poglejte, v psihiatrični bolnišnici Idrija, kjer bomo zadevo spremljali, so se specialni standardi in normativi oblikovali šele sedaj za potrebe spremljanja. Želeli smo spremljati tudi delo recimo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Ni specialnih standardov, splošni standardi pa sploh ne ustrezajo. To pomeni, da za natančen pregled dela, oceno stanja in tudi pridobivanje meril, na podlagi katerih bomo lahko potem med sabo dejavnosti in pa zdravnike primerjali, potrebujemo vendarle bolj natančne podatke. Jesenice so bile med temi bolnicami, jaz sem preslišal med temi 5. Torej, tudi z Jesenicami smo se pogovarjali, vendar v tem delu Jesenice ne sodelujejo. Pa so zdravniki zaradi tega kaj bolj obremenjeni z tega monitoringa, ki ga zdaj izvajajo? Menim, da do kakšnih posebnih obremenjenosti zdravnikov ne bi smelo priti, ker so bolnišnice oziroma njihova vodstva dobili podatke in dogovorili način spremljanja vnaprej in bomo s pomočjo računalniških oziroma informacijskih sistemov potegnili podatke iz sistemov, ki jih že imajo. Pa če to malce po domače povemo, to zdaj pomeni kaj, da malce zdravnikom gledate pod prste, koliko in kdaj delajo? Nikakor ni namenjeno gledanju pod prste, ampak ugotavljanje razlik med posamezniki, ugotavljanju načinov in dela organiziranosti po bolnišnicah in pa ugotavljanju primerjave strok med seboj. Predvsem pa bi radi dobili neko dobro merilo, ki ga bomo lahko potem tudi zapisali in pa udejanjali skozi kolektivno pogodbo, vendar neko merilo, če nekaj zapišemo, moramo imeti. A se je tukaj predstavilo, ker se je omenjalo, da bi se ta projekt že danes začel po nekaterih podatkih? Ne, ni se predstavljalo, vendar bolnišnice želijo imeti tedenska spremljanja. In ker se teden v septembru začne v ponedeljek, 5. septembra, začnemo 5. septembra in ne v petek 2. oziroma 1. septembra. Tako, hvala lepa, državni sekretarki. Hvala lepa. Hvala.